predlog ministra, da vlada podpre zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu. Predsednik je predlagal, da obrazložim predlog, razlog je v tem, da gre za nujni postopek. Namreč koliko do konca leta predpis ne bi bil uveljavljen, bi koncesije za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prevozu upravljali brez pravnih podlag, torej koncesije bojo konc tega leta potekle. Bi prva država v Evropi, ki ne bi imela urejenih koncesij, prevozniki ne bi imeli dolžnosti, hkrati pa tudi ne pravice teh prevozov upravljati. Gre za številne zaposlene, ki se vozijo na delo z avtobusi in seveda tudi dijake, študente, učence. Tako da smo ocenili, da je ta postopek pravi za to rešitev. Vprašanje za ministra, prosim. Denis Koštir, Pop TV. Mene zanima, s to uredbo urejate s to spremembo zakona urejate izključno koncesije. Zanima me, kdaj boste predlagali, tudi vemo, da v leta 88 se stvar ni spremenila, kar se dviga nivoja varnosti linijskega prometa tiče. Varnostni pasovi recimo v avtobusih niso obvezni, tudi ne za avtobuse, ki prevažajo otroke. Nameravate tudi to storiti, zakaj tega recimo niste vključili že to spremembo, gre zgolj za 2 stavka? To je zelo dober predlog. Mi bomo v naslednjem letu rešujemo zatečeno stanje, ki je seveda najbolj akutno. In te vsebine, ki jih omenjate, ne bi šli skozi po nujnem postopku, zato smo ocenili, da damo zdaj samo tiste, ki so najbolj akutne. Hkrati se pa takoj po novem letu lotimo pravzaprav novega sistema, ki bo vključeval tudi te predloge. Te smo tudi sami razmišljali. Kakšno vprašanje? Ne, hvala.